Živa. Midva sva filologa in naj zanima, a je to soba za šum in zvok? Ja, to je soba za šum in zvok. Midva sva posnela en film, pa nisva čisto zadovoljna z zvokom. Nekaj Ja? šteka. Ok, a mi pokažete, imate na ključku to ali Ja. kako? No, daj da pogledamo. Ja, to je vse ful tiho. Kaj ste delala? Kaj ste delala to? Ja, ne vem, jaz sem sam igral, ona je snimala. To je v redu. Ja, jaz sem snimala, ampak nisem vedela, da ga lahko kaj narobe. To ne moramo mi nas s tem delati. A se to lahko je poprav? No, se jaz sem malo prestrašil tako na hitro, ne, ampak v filmih se dejansko to velikokrat popravlja. In se dostikrat na terenu ne posname dovolj dobro. Ko pa pol, a to se da kaj dosneti te zvoke ali bo to zavedno tako? Ja, bomo mi mogli to kar vse posneti. To pomeni, da bomo mogli posneti posebej tvoje korake, potem to škatlo kartonasto, do tistega goloba, vidiš onega goloba tam v zadnji? No, onega goloba bomo tudi naredili. Kaj, a zdaj bomo šli nazaj tja, pa še enkrat to posneti? Ne, to moramo mi vse odigrati še enkrat. Torej, mi gledamo sliko in še enkrat to odigramo. In to boste vi delali, tako da vam lahko peljem kaj do mojih prijateljev, pa boste spoznali. Ja. No, tle je pa soba, kjer boste vi posneli zvoke in to sta Žiga pa Jaka. Živa. In Žiga skrbi za to, da se to zelo dobro posname. Bova mi skupaj v uni sobi. Jaka pa to vse performa, torej on v bistvu odigra to, kar človek na sliki dela. In on vaju bo naučil, kako odigrati vse te stvari. Kaj ne bi dve narediva zdaj? Torej, mi bomo zdaj najprej posneli premikanje. Jaz se osredotočam na nek ritem, ko gledam karakter na ekranu in lahko kar začnemo. A imamo mi komunikacijo? Imamo, jaz te slišim. Alright. Žiga, si ready? Kar gremo enkrat čez. Evo, snemam. Se pravi, jaz zdaj premikam hlače tako, kot se on premika. Točno to. Probi ujeti njegov ritem in slediti, kako se karakter premika na ekranu. A je bilo v redu? Super. Zdaj pa se lahko kar lotimo naslednje stvari in to so koraki. Ti probaš ujeti svoje korake čim bolj podobno, tako kot si hodil na filmu, s tem, da najprej si hodil po pločniku, kar pomeni, da boš hodil po tej podlagi, kasneje, ko greš pa na pesek, ti bomo pa pripravili malo več peska, da boš lahko korakal še tam. Nola, si pripravljena? Ja, redi. Evo, snemam. Super. Ja, ampak on ima en papir, jaz pa tega nimam. Res je, ampak ponavadi pri takih stvarih določene zvoke snemamo posebej. Jaz imam papir tukaj pripravljen in ta papir bova posnela posebej. Samo da ti pripravim še mikrofon. Odlično. Zdaj se bomo pa lotili še ptičje hišice in stresanje semen v njo. Kakor vidite, ptičje hišice nimamo tudi semen, ampak kdaj uporabljamo drugačne materiale za to, da je zvok bolj prepričljiv oziroma recimo temu bolj glasen. Ok, snemamo. Čakaj. Hrana. Dobro, to bomo lahko poeditirali. V redu. Super. A je bilo v redu? Ja, to je v redu. Ok. Pa smo že skoraj pri koncu. Ja, ne, ker imamo še en problem. Kjer? Ja, golobov se ne sliši, čist nič. Ponavadi uporabljamo usnjene rokavice. Kaj bomo s tem delali, bomo neki fotal z njimi? Točno to. Prijeli bomo v roke in naredili takole. To so tako čistliš, kot golobi. A ne? A je bilo v redu? Super, ful ste bili dobri. Res, ful dobro, bravo obema. Imamo pa še eno stvar. Recimo, tlele je en avto, ki gre mimo, ne? A ga vidiš? Tale avto se tudi ful slabo sliši in da pač imamo mi občutek bolj realnega zvoka, bomo zdaj naredili tale avto, prav? In jaz mislim, da sem najdel ta pravega. Torej, če greš od tukaj, se ga zelo malo sliši, če boš šel gor, bo vedno glasnejši, če boš šel dol, bo vedno nižji, ne? Tako da narediš tak lok, ker v resničnem svetu v bistvu nekak zvok tako deluje, ne? Če gre avto mimo tebe, ko je najbližji tebi, je najglasnejši. In, gledaš? Perfektno, bravo, bravo, bravo. Lahko zdaj vidiš še končni izdelek? Seveda lahko. Evo, pogledamo. Ja. Ajde. Pa
ta avto. Pa premikanje hlače, tudi so to. Ja, pa tudi pa ti v Na pesku pisku, ja. Pa tu premikaj, pa škatla. Pa papir se je Ja. pa taki. Pa prav prijetno. Zdaj go. Glup in glup. Pa zrnje. Tako dva zvuka. To je dobro. Pa tu. Selotejp, ja. Selotejp, ja. Ali pa ta, tako ta Premikanje. Pa tu pijanko. Ful dobro je tudi pijače. Pa te zraven se ogledali. Pa še ti. Hvala, Tom. Ni za kaj. Sestavija naredila ful dober del. Bravo.